Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes, prehod v novo dobo, ampak, lejte, imam nekaj novega. Kaj pravite, kaj je to? Lejte, v nemščini karte prehod v novo dobo ne znam niti prebrati, Übergang in eine neue Ära. Pojma nimam. V glavnem, ne govorim niti nemško, ampak dejstvo je, karte v nemškem jeziku, lejte, pod prvo, sama embalaža, tukaj od zadaj kar sijajo karte in to je zadnja stran. Na naslovnici so kiti, zadaj so delfini in karte, ki kar sekajo. Danes bom po nemških kartah potegnila sporočila in prebrala v slovenščini. A je v redu? Zato, ker v bistvu vrstni red je skoraj enak kot v slovenščini, skoraj enak, in nastalo je v nemščini 90 kart. Pa da vidimo. Nemškim kartam prehod v novo dobo, kaj pomeni to za ljudi, ki bojo prijeli v roke tele karte? Da vidimo. Za njih je, danes je dan voda očisti me. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Dobesedno voda in tukaj voda in na naslovnici voda, sama voda. Jaz zdaj delam teh, koliko je, 90 dni, ne, 47 dni molitev. To, kar sem vam zadnjič pošiljala na mail. Še povabilo. Za vse tiste, ki vas mogoče zanima biti bolj na tekočem, enkrat na teden pošiljam na mail razna sporočila, tudi popuste, možnosti, tudi nazadnje kakšno stvar zastonj dobiti. To vse preko maila, dajte, vam bom dala od spodaj pod videom povezavo, da na spletni strani srečnoživljenje.com se prijavite na novice in v bistvu boste lahko še česa deležni. No, res vas povabim. No in zadnjič sem prav na mailing listu napisala za teh 47 dni molitev in danes je, ne vem, kjer je dan, 23. se meni zdi, in je dan voda očisti me. Kralj morja, Neptun, ki vlada v vseh oblikah vodam v našem telesu, med celični tekočini, kot vodam, tako, kar teče po zemlji, kot snegu, kot blagom, dežju. No in danes sem si vzela čas za sebe in sem šla na sneg, prav čutila sem, da rabim to energijo zmrznjene vode. No, voda, očitno jih bo tale voda še posebno dobro očistila, ker so tukaj in delfini in tukaj na naslovnici so pa kiti. Tale karta, v bistvu slika, ki jo je naslikala Katarina Vidmar, je naslov Čuvaji prehoda. Medtem ko teli delfinčki, ki so pa na zadnji strani kart, je pa naslov karte Prehod. Prehod v novo dobo. A ni nekaj neverjetnega, kako je nastal? No, da vidimo, gremo na naslednje sporočilo. Sporočilo tudi za vas, ki gledate tale video. Očitno je prav, da vas voda očisti. Dajte več piti. Res dajte več piti, zaradi tega, da bo vaše telo pretočno. Naslednja je, lepota. Lepota moje duše se izraža na mojem telesu in na mojem obrazu. Lepota, metuljček, preobrazba. Glejte, če se zdaj imate občutek, da ste tako kot neka gosenica, da nekako, da se spreminjate, da se vaš svet spreminja, da ste mogoče kot v kokonu, ki bo vsak čas počil. Mogoče pa res, veste, da se nekaj okrog vas spreminja. Mogoče pa res, da nekaj okrog vas da vi postajate bolj pretočni, lepši, da dovolite, da veste, Bog ima lepotilni salon. Bog ima lepotilni salon za vse tiste, ki dovolite, da vas napolni z novo energijo. No, gremo na naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo pa je tole, da vidimo. 78, milina. Na nemških je prišel gor konjiček.
Milina, zdaj bom pa vseeno vzela slovenska, da preberem, ker na pamet pa toliko vseeno ne znam. Milina 78. V svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in mojega obraza. Cela moja bit izraža milino. In dejstvo je, da konj je čista milina. Milina je stanje duha. Milina je blagost do sebe in do sveta. To je ženska moč. Moč, ki ni v agresiji, pač pa je v ljubezni. Moč, ki se je nič ne more upreti. Milina je srčna nežnost in sprejemanje. To je angelska energija, ki se na zemljo steka preko žensk in otrok. Jaz sem Milina. In samo povabilo, če čutite, da rabite več pozitivne energije v vašem življenju, dajte si naročiti kristalni prehod v novo dobo. Midve z Matejo Bobek sva šle v studio, posneli sva skupaj, 3 ure pozitivnih afirmacij. Jaz berem, Mateja kristalno liro zraven igra in berem ta sporočila. In a veste, kako jaz to uporabljam? Na telefonu imam povezavo z Bluetoothom in vsakič, ko se usedem v avto, se začne avtomatično predvajati. In ko sem šla po karte, a veste, katero sporočilo se je prižgalo v avtu? Prižgalo se je sporočilo: dovoljujem, da bogastvo priteka v moje življenje v slapovih obilja. Očitno imajo angelni žur, očitno imajo angelni humor, ta čut za humor. Danes, ko sem pa šla na sneg, se mi pa začne predvajati: dovoljujem si, da si vzamem čas za sebe, da si spočijem. Dovoljujem si, da se moje celice napolnijo z novo energijo. In sem rekla, kot bi bilo zame pripravljen tisti trenutek, ko se nekaj odločam, pa mi samo še potrdi, tako je. Tako da, če čutite, da je čas, da v vaše življenje pride majčkeno več pozitivne energije, dajte kristalni prehod v novo dobo. Gremo naprej z nemškimi Übergang. Jaz ne govorim nemško, pa to ni ovira, zato ker imam tako krasne ljudi, ki mi pomagajo pri takih projektih. Ena je Elizabeta Potočnik, ona je skupaj z Antje Lorenz, sta besedo po besedo prevedli, če to zveni v nemščini. Jaz nimam pojma, kaj to pomeni. V nemščini ne znam brati, ampak sporočila so šla naprej. 73 je pa nova karta, vidite? Sej, sporočilo je isto, ampak nova risbica je. 73 je pa sporočilo potrpljenje. Zaupam Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. A veste, zakaj sva dali tole pomlad? Zato, ker pomlad nastane takrat, ko je ta prav čas. Ker se ga ne da se tega izsiliti. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v mojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne moram izsiliti. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. No, gremo naprej. Naslednje sporočilo nemških kart. Očitno, so zdaj to ena taka sporočila tudi za te ljudi, ki jih bojo gor kupili, ki bojo imeli. In mogoče, če imate koga poznanega v Nemčiji, v Avstriji, mogoče bi bil pa to lahko dobro darilo za njih, za pozitivno afirmacijo. In a veste, kaj se je zgodilo zadnjič? Me pa kliče ena gospa oziroma mail mi napisala, je rekla, dajmo to prevesti v italijanščino. Mi imamo ogromno sorodnikov v Italiji in ko pridejo k nam, oni vlečejo karte in jim jaz prevajam. In smo dali prevesti v italijanski jezik. Bog si ga vedi, kam bo prišlo to. Tole sporočilo je naslednjo. 67 je pa sporočilo: vranična čakra, moj svet je miren, občutim mir. Zadovoljstvo je moja izbira. Tudi tukaj je slikca spremenjena, tukaj so jesenska drevesa, ampak mira, ker v bistvu, ko grejo drevesa k počitku, so res v miru. Zadovoljstvo je moja izbira. V vsakdanjem življenju lahko najdem drobna zadovoljstva, v ljudeh zlahka najdem lepe lastnosti.
Vsak dela najbolje, kar zmore, tudi ljudje, ki so me razočarali, so delali najbolje, kar so znali. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in jim dovoljujem, da odidejo iz mojega življenja. No, zdaj pa gremo naprej. Še nekaj kart bomo potegnili. Glejte, jaz sem prepričana, da so to tudi vaša sporočila za vas. Mogoče še eno povabilo. Glejte, napisala sem tudi, se pravi, hormone v slovenskem jeziku in hormone party machen v nemškem jeziku. Če poznate koga na nemškem tržišču, iskreno povedati, jaz vam bom res hvaležna, da širite naprej, da poveste, da obstaja. Glejte, nemški format je majčkan višji, cena nemške knjige je 29,90, trde platnice so in v glavnem vsebina pa je isto kot hormončki. Ko imajo hormoni žur, ven hormone party machen. No, pa bomo delali party machen. Pejmo naprej s tole party machen, prehod v novo dobo. A veste, kaj je še zanimivo? Jaz sem dala hormone, ko imajo hormoni žur, prevesti takoj. Ampak nekakor ni šlo v življenje. In ko sem ozavestila, zakaj ne morem spraviti tega poroda naprej, zakaj se ne rodi ta nemška knjiga. In a veste, kje je bil vzrok? Moj podzavestni program je bil: sovražim vse Nemce. Pa se pa ne more nič roditi, če sovražiš. In sem rabila najprej počistiti strah, zamero, jezo, sovraštvo, tudi strah pred uspehom, ker odkot sem imela program sovražim vse Nemce. V prejšnjem življenju sem bila ubita v taborišču, bila sem v Dachavu in na meni so delali poizkuse z injekcijami. Jaz sem pač raziskala kar nekaj svojih preteklih življenj in dejstvo je, da v tistem življenju sem dejansko naložila sovraštvo. No in zdaj pa še eno stvar vam moram povedati, kako se ti stvari zlagajo. Jaz sem ljubiteljca smučanja in tako uživam na smučanju, zaradi tega, ker to je meni čisti ples, to je meni čista radost. Jaz zraven pojem. Enkrat leta nazaj, ta starejša hčerka se je ponesrečila, ta mala hčerka poje med smučanjem in zjutraj gremo na smučanje in ona pride dol in rekla: mami, to je toliko dobro, kot bi se po čipsu vozil. In potem, ko se je pa peljala drugo rundo, je pa rekla: mami, jaz sem zdaj že pesemco sestavila. No in v tistem trenutku je pa ta starejša hčerka roko zlomila in potem nisem zvedela, kakšno pesemco je sestavila. V glavnem, jaz pa ko smučam, pojem vsakič odo radosti. Meni je to tako dobro. No, zdaj pa zakaj vam tem govorim? 2 leti nazaj, 2 leti, lansko leto nisem šla niti enkrat smučati, ampak 2 leti nazaj sem pa šla sama, ker sem že velika punca, na Vogu. In v glavnem, glejte, smučaš lahko sam, res pa je ta družabni dogodek pa ni toliko zanimiv. No in v glavnem, veste, zmeram tam gor pri Marjascovih glavah, kako se reče, parkiram in jaz lepo gor pustim ruza, grem smučati, potem imam malco, vzamem še tam kavico in v glavnem gor so bili eni fantje, moški, mladi. Vam povem, kakšen spomin se mi je utrnil. Dejansko je bilo tako, kot bi se zbrala na kupu ena tolpa vojakov. Dejansko so bili vsi blond, prav tako nemški vojaki, prav asociacija mi je bila na nemške vojake, pa so bili naši, veste. In na koncu je bilo tako, imeli so neko žurko, noben ni videl, kdo pije, kdo plača. Na koncu, ker sem bila jaz sama, so me začeli zaslišvati, če sem inšpektorica. V glavnem, toliko je bilo zabaven. Jaz upam, da nisem zdaj preveč povedala. Saj to že imem, to ne morejo biti kazen zaradi tega. V glavnem, dejstvo je, da toliko sem se dobro imela. In poskusite tudi tisti, ki ste samski, kakšno stvar narediti sami. Ker rečemo, ne morem tega, ker sem samska, ne morem tega, ker sem samska. Ni res, jaz lahko uživam. Jaz lahko uživam v tistem, kar mi veča radost. In če je to smučanje, zakaj pa ne? No, gremo naprej. Naslednja stvar, lahkotnost. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Lahkotno grem s tokom življenja. Ta je pa ista, kaj naša.
No, gremo naprej. Naslednja karta je pa radost. Radost, to, kar vam zdaj govorim. Radost, tukaj so pa tudi spremenile, lejte, delfinčka sta nastala. Radost, čista radost. In to je pa res odločitev. Ko se jaz odločam, da bom radostna, ne rabim nikogar, da sem lahko radostna, ne? Veselim se vsakega dne. Dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Dovoljujem, da mi duša poje. Vsak dan lahko pazim 1000 radosti, ki razveseljujejo mojo dušo. Veselje do življenja je čustvena naravnanost. Kako se ptice veseli novega dne? Kako se dojenček že zjutraj veseli? Kaj pa jaz? Sem že zjutraj vesela, da sem živa, sem vesela, ker imam streho nad glavo, ker imam kaj za obleči in ker je poskrbljeno za osnovne življenjske potrebe. Ja, sem srečna. Jaz sem srečna. In danes sem prebrala v eni knjigi, da bi mogli biti mi tako svobodni, ta radost v naši duši, kot so ptice radostne pa vesele. In potem piše naprej, vrabček ne potrebuje vsako nedeljo maše. Vrabček ne potrebuje dragega spomenika. Vrabček ne potrebuje 1000 stvari, ampak samo je. In ja, vem, da pomislite, ja, kva pa hrana, pa kva pa obleka, kva pa to, pa je treba poskrbeti. Ja, za skrbljenost, treba je skrbeti. Bolj, ko skrbiš, slabije je. Kaj pa, če včasih kakšno stvar prepustimo stvarstvu? Ne jo uredijo namesto nas. Kako sem prišla sem, kjer zdaj živim? A veste kako? Tako, da sem prepustila stvarstvu. Tako, da sem rekla, jaz ne najdem. Najte mi, jaz se s tem ne bom več ukvarjala, nimam pojma, kje bom živela. Vi veste, najte mi. In mogoče, lejte, če imate problem s službo, dajte ukaz, najte mi službo. Če si želite lep partnerski odnos, dajte ukaz, najte mi tega mojega partnerja. Če vi sami svojo zaznavo ne najdete nič, ja ne vam pa angeli zrihtajo. Angeli zrihtajo, samo prostih je treba. In ne bo to mogoče zadnja misel. Bom probala tle noter poiskati eno od teh angelskih, tale je ena od angelskih kart. Katarina je precej novih slik naslikala in so tako neverjetne, tako da ob tej priložnosti bi se iz srca rada zahvalila Katarini Vidmar za te čudovite slike, Elizabeti Potočnik za prevod, Antje Lorenz za lekturo in seveda tudi za prevod. Naslednja, recimo, založba Val v Nemčiji, ki s takim veseljem že čakajo, da to pride že na poti v Nemčijo. In seveda Muciju, oblikovalcu. Njemu zaradi tega, ker on je vdahnil te barve noter v te karte. No, tako da res so prekrasne in sem res hvaležna. To je ena taka zadeva, veste, ko sem prijela te v roke ali pa te, res je močna energija. No, in če poznate koga, res bom tudi vam hvaležna, da odprete vrata naprej, da pridejo karte Prehod v novo dobo tudi na nemški trg. Tako da iz srca hvala za vse dobro, ker se mi res vrača vse dobro. Hvala.